vabljeni v še enem eksperimentalnem četrtku v Tehnoparku Celje. Krog je ena najpomembnejših geometrijskih oblik v naravi. Število pi je matematična konstanta, ki jo najdemo na mnogih področjih naravoslovja. Brez njega ne moremo izračunati ploščine kroga ali elipse, niti prostornine krogle. Je iracionalno število z neskončnim številom periodično ponavljajočih se decimalk. Njegov približek je 3,14. Število pi je tako pomembno, da ima celo svoj dan. Ker nekatere dežele po svetu datum pišejo tako, da najprej navedejo mesec in nato dan, se 14. marca obeležuje tako imenovani Pi Day. Od leta 2019 pa je 14. marec postal mednarodni dan matematike. Ker se enako izgovarja kot beseda pi, pita, se ob dnevu števila pi pečejo pite in recitirajo decimalke števila pi. Trenutni rekord je 70.040 decimalk, slovenski rekord je 3.333 decimalk, ki ga je leta 2019 zrecitiral Lev Rus in prevzel rekord Nika Škrleca, ki ga poznate kot voditelja oddaj Infodrom in Male sive celice. Vsako leto poteka tudi tekmovanje iz piezije, gre za pesmi, kjer število črk v besedah ustreza decimalkam števila pi. V našem eksperimentalnem četrtku vam bomo pokazali, kako so prišli do približka števila pi. In sicer bomo zato potrebovali bel list papirja večjega formata, škarje, pisalo, ravnilo, neraztegljivo vrvico ter okrogel predmet, s katerim bomo lahko narisali krog. Z okroglim predmetom narišemo 4 kroge, enega za drugim na list. Predmet postavimo na rob in sicer, da je poravnan z spodnjim robom in z levim robom, ter narišemo kroge. Ker je naš predmet premera 10 cm, na spodnjem robu označimo v razmaku 10 cm linije, s katerim bomo ločili kroge in dobili 4 enote. Pazimo, da so črte pravokotne na spodnji rob. Ker vemo, da je formula za obseg kroga 2πr, je to v našem primeru točka, ki se nahaja na 31 cm,4. To točko označimo tako, da izmerimo in označimo. Da pa preverimo, če naša trditev in izračun drži, si bomo pomagali z vrvico. In sicer tako, da vrvico odrežemo v točki, ki smo jo prej označili. In sicer tako, da začetek vrvice postavimo na začetek lista na spodnjem robu in jo odrežemo v točki naše meritve. Tako, ko smo vrvico odrezali, preverimo, če smo pravilno izračunali. In sicer tako, da predmet, s katerim smo risali kroge, postavimo na vrvico in preverimo. Da pa naš izračun podkrepimo še z grafičnim prikazom, si pomagamo tako, da na predmet, v tem primeru je naš selotejp, narišemo na zunanjem robu črto, s katero si bomo pomagali pri opazovanju naše meritve. Predmet postavimo na začetek kroga oziroma roba.